Dober dan, spoštovani gledalci in gledalke. Sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Z nami je gospod Jani Prednik, poslanec Poslanske skupine Socialnih demokratov. Lepo pozdravljeni, gospod Prednik. Lep pozdrav. Vi prihajate iz volilnega okraja Ravne na Koroškem. Tako. Pa me zanima, na kakšen način ste povezani s svojim volilnim okrajem, z lokalnimi sveti, vaškimi, krajevnimi? Ja, to je volilni okraj Mežiške doline, sicer se uradno imenuje Ravne na Koroškem in pokriva 4 občine. Ravne na Koroškem, Prevalje, Črna in Mežica. V bistvu sem jaz z temi lokalnimi predstavniki, tudi sam sem tudi lokalni predstavnik ene izmed občin, sodelujem skoraj na tedenski bazi. Vsi župani in tudi vsi ostali imajo dostop do mene in kot rečeno imamo ponavadi prvi dan v tednu se z njimi srečam in mi pač predstavijo te svoje lokalne težave. Nekatere težave kot poslanec lahko rešim, nekatere ne morem, ampak vsaj te njihove težave, ki jih imajo kot lokalne skupnosti, potem lahko prenesemo v Ljubljano in seveda na tak način skupaj iščemo morebitne rešitve, ki bi jaz kot poslanec v Ljubljani lahko pomagal. A ste imeli kakšen posebej dober primer dobre prakse, ki bi jo lahko izpostavili? V bistvu so po večini to projekti, ki so povezani tudi z evropskimi sredstvi. Tu vemo, da ima država določene težave pri črpanju sredstev in tu so tiste težave, s katerimi se srečujejo župani in tu poslanci na nek način lahko tudi pomagamo. In predvsem ti evropski projekti so tisti, za katere se župani obračajo na nas poslance. Hvala. Kakšno je pa vaše stališče glede strankarske demokracije v razmerju do nestrankarske demokracije? Tu moramo izhajati iz tega, da demokracija je demokracija, ne glede na to, ali je strankarska ali je nestrankarska. Seveda se pa, bom rekel, stranke nekoliko razlikujemo od teh nestrankarskih list. Pri strankah vemo, kaj stranke zagovarjajo, kakšne vrednote imamo, medtem ko pri teh nestrankarskih listah, bom pod narekovajih rekel, je neka bojazen tega, da v bistvu poznamo samo imena, ne poznamo pa katere vrednote te nestrankarske liste zagovarjajo. Kar se tiče pa demokracije, pa tu mislim, da ni razlike in tudi ne bi smelo biti razlike. Hvala. Kakšno je pa vaše stališče glede reprezentativnega mandata, glede na 82. člen Ustave RS in glasovanju po prepričanju stranke? Je to za vas reprezentativni ali imperativni mandat, oziroma če se vam zdi, da je vaš mandat volivcev, ki so vas izbrali, ali mandat stranke? Ja, ta člen govori o tem, da smo poslanci predstavniki vsega ljudstva in da nismo vezani na navodila. Absolutno imamo mi mandat volivcev. Je pa res, tako kot sem že prej omenil, da mi smo predstavniki tudi strank in ko gremo na volitve, tudi volivci že vedo, katere vrednote posamezni kandidati zagovarjamo. Seveda pa mi nismo vezani na nobena navodila. Ne moremo mimo tega, da poslanci smo sicer predstavniki vsega ljudstva, ampak prihajamo iz lokalnih okolij in vsi smo tudi nekoliko bolj pozorni na ta lokalna vprašanja, ko se seveda le-ta odpirajo na nacionalni ravni. Nismo povezani na nobena navodila in imamo absolutno mandat volivcev. Hvala lepa. Bi morda želeli karkoli še sporočiti gledalcem? Jaz želim sporočiti gledalcem to, da politika ni nekaj tujega. Politiko morajo jemati kot del tudi njihovega vsakdana. Jaz imam veliko stika z volivci in tudi na ta način v bistvu spoznavam njihove težave in preko tega potem tudi delujem v parlamentu in tudi na občinskih ravneh. Veliko se gibljem med ljudmi in to je tisti pristni stik z volivci, preko katerega ti vidiš, kako tudi preprost človek razmišlja. Hvala lepa, gospod Prednik, in hvala tudi vam, spoštovani gledalci in gledalke, in nasvidenje v naslednjem intervjuju.